Razredni boj po razrednem boju. Lepo zdravno še enkrat tudi v mojem imenu. Veseli me, da ste se odzvali v tolikšnem številu. Upam, da bom upravičil pričakovanja. Hvala tudi Delavsko-Pankrski univerzi za vabilo. No in bi kar začel. V teh uvodnih minutah bi rad zgolj nekoliko v taki splošni maniri začrtal pojem razrednega boja, kot se mi zdi, da se ga splača recimo razumeti ali pa povzeti. Že v prvem stavku komunističnega manifesta Marx in Engels pravita, da je zgodovina sleherne družbe, zgodovina razrednega boja. V namen, da podpreta svojo trditev, navedeta nekatere dvojice, ki so se skozi zgodovino pojavljale. Recimo ta dvojica med plebejci in patrici, pa med tem feudalnim gospodom oziroma baronom in tlačanom, pa potem omenja gospodarja in služnja. In nasplošno potem definira ta protislovje. Ti kar govori. Nasplošno definira ta protislovje kot protislovje med zatiranimi in zatiralci. Se pravi, med tistimi, ki zatirajo in tistimi, ki so zatirani. Zdi se mi vredno tako povzeti to najsplošnejšo definicijo, uporabiti to najsplošnejšo definicijo, zato ker se znotraj nje lahko umesti zelo širok spektr razrednih bojev. Če pogledamo to, kar se danes dogaja, vidimo na primer razredne boje, boje med zatiranimi in zatiralci, ki deluje. Mislim, da ne deluje. Ki se recimo v Južni Ameriki dogaja med staroselskimi plemeni in pa recimo temi njihovimi domačimi oligarhijami, se pravi to elito, ki se Najlažje. Deluje. Se pravi, ta, rekel, eden izmed razrednih bojev je ta boj med, sem dejal, med staroselskimi prebivalci Južne Amerike in pa, ali pa recimo celotne Latinske Amerike in pa to oligarhijo, temi kolonialnimi recimo družinami, ki so se iz časa kolonializma vzpostavili. V primeru teh bojev gre recimo predvsem za boj za zemljo, za staroselce, ki se skušajo ohraniti ta svoj naravni habitat, po drugi strani pa te bogate elite, ki pa to zemljo potrebujejo ponovadi za črpanje kakšnih resursov, naravnih resursov ali pa za izkoriščene zemlje za to masovno kmetijstvo, industrializirano kmetijstvo. Se pravi, to je nek tak kolonialni razredni boj, še kot v starih časih. Potem imamo recimo v Pakistanu samo priložnost videti neke vrste feudalni razred. Zdaj pa upam, že je? Recimo v Pakistanu lahko vidimo recimo prav klasičen feudalni boj med tlačani in feudalnim gospodstvom. Pakistan je, kar sem jaz imel priložnost poznati, med takih najbolj tipičnih feudalnih držav. Imajo družine, velike veleposestniške družine in pa te tlačane, novodobne tlačane, delavce na polju, ki, v nekaterih primerih skoraj da živijo v nekem takem napolslužno-lastniškem razmerju. Recimo so družine, ki se zadolžijo pri veleposestniškem gospodarju, potem oddajajo svoje sinove, jih dobesedno prodajo zato, da ti sinovi s svojim delom odplačajo dolg te družine in potem delajo na teh veleposestih. In tam prihaja potem do razrednega boja med tlačanom in pa feudalnim gospodom. Recimo ena različica tega boja se je tudi zgodila, recimo v preteklem letu, 2 letih v
na severno-zahodnem delu Pakistana, v tem okraju Swat, kjer so to talibsko gibanje pač prevzelo zastopstvo teh tlačanov, ne, in se uprlo tem veleposestnikom. Ne, in za nekaj časa so tudi pač prevzeli oblast na tem območju in pa razlastili veleposestnike. Ne. Potem se je ta razmerje spet obrnilo, ker je pač pakistanska vojska, ki je pač zastopala interese teh veleposestnikov, je ponovno prevzela to območje in pač ponovno upeljala tisto staro razmerje, kakor je pač prej obstajalo. Ne, so veleposestniške družine ponovno pač prišle do oblasti. Ne. Tako da v tem primeru vidimo nek razredni boj, ki je tak, tipičen tak feudalni boj, ne, kakršnega bi morda mislili pač, da bi bolj spadal tja v kakšno 15. ali pa 16. stoletje, ne, tu pri nas. Potem spet neke vrste drug razredni boj je boj tudi v Latinski Ameriki zelo pač živ, ne, boj med temi novodobnimi, izključenimi urbanimi prebivalci teh velemest, ne, pač vsa ta velemesta, latinsko-ameriška, imajo ponavadi res ogromne segmente družbe, ne, ki pač živijo pač na periferijah teh velikih mest, v teh getih, brez dostopa do zdravstva, brez dostopa do recimo šolstva ali pa minimalnega dostopa. Ne? In tudi na tej točki se pol ustvarja boj, ne? Pač med temi urbanimi izključenimi in pa spet to recimo oligarhijo, ne? Ko bi lahko rekli, ne? Med višjim slojem. Ne? Se pravi, tudi v tem primeru gre za neko posebno različico, neokolonialni boj, ali pa recimo posledica tistih oblastnih razmerij, pač, ki so se skozi pretekla stoletja pač vzpostavljala v Latinski Ameriki. Ne. Skratka, če pogledamo, ne, če povzamemo to najsplošnejšo definicijo Marxovega in Engelsovega razrednega boja med zatiranimi in zatiralci, ne, potem znotraj te dvojice ne, danes opazimo zelo kar več različic ne, tega boja. Ne. Nek feudalni boj, potem nek kolonialni boj. In zdi se, kot da cel čas živimo v enem in istem obdobju, ne, ker so prisotni vsi boji, ne, vse te različne različice boja. Ne. Da ni neka zgodovina, ne, ki pač napreduje in pač imamo nek feudalizem v tistem stoletju, pa potem kolonializem v tem drugem stoletju, ne, in potem, da to nekako napreduje, ampak se zdi, kot da so vsi ti različni boji stalno prisotni, ne, tudi danes, ne, in da se je potrebno zgolj ozreti na nek košček planeta in pač tam identificirati ta boj. Sej, v določenih elementih je nekoliko različen, recimo, kot pač se dogaja v preteklih stoletjih, ampak tisti modeli so še živi, ne, te splošni modeli. Ne. No, ampak kljub temu, ne, kljub tem raznolikim bojem, ki se pač odvijajo pač okrog po našem planetu, bi se danes rad osredotočil na, rekel, tak klasični Marksov ne, razredni boj med proletariatom in pa buržoazijo. Ne, se pravi, med proletariatom in pa lastniki kapitala oziroma lastniki produkcijskih sredstev. Še posebej se mi zdi zanimivo, da to storimo, zato ker se mi zdi, da se je recimo v preteklih letih ali pa preteklih, ne vem, 2 desetletjih, kaj takega, se je ta pojem proletariata skoraj da povsem, recimo, izbrisalo z nekega, recimo, akademskega diskurza, ne, in mislim, da je to posledica dejstva, ne, da je bila pač ta proizvodnja, to tovarniško delo, ne, kjer pač je ta proletariat vpet, ne, bilo pač preseljeno, ne, pač v državo tretjega sveta, ne. S tem, ko se je to materialno, tovarniško delo pač, kjer se zahteva neke ročne spretnosti, delo za tekočim trakom, s tem, ko je bilo to delo preseljeno, je pač znotraj tega prvo svetovnega diskurza, akademskega diskurza, ne, ta pojem proletariata skoraj da izginil. Ne, in
Edino, kar se zdi, ne, da se danes še ukvarjamo, je pač s temi predstavniki nematerialnega dela, ne, če si pač sposobno to definicijo od Negre in Harta. Ne. Se pravi, glede na to, da smo se pač v prvem svetu pač nekako mi osredotočili predvsem na ta nematerialna dela, da mi delamo pač znotraj recimo nekih storitvenih dejavnosti, informacijskih dejavnosti, ne, se pač nam zdi zgolj to vredno pač motrenja. Medtem, ko se je po drugi strani materialno delo preprosto preselilo, odselilo in kot da pač ne vemo več zanj. Ni predmet neke veliko obsežne javne debate. Ne. Tako da na nek način bi rad ponovno rehabilitiral ne, ta star pojem proletariata. Ne. In Marx tu je ne, zelo prikladen, ne, zato ker ta delavec, ne, ta tretjesvetovni tovarniški delavec, to je natanko tak delavec, kakršnega pač Marx in Engels opisujeta v njihovih delih. Ne, spravi ta pravi tovarniški delavec, ne, ki ni lastnik produkcijskih sredstev, ne, delavec, ki tako imenovani svobodni delavec, ne, ki pač prodaja to svoje delo. Ne. Zdaj, predavanje bi nekako razdelil na dva večja dela, na dva sklopa. V prvem sklopu bi rad predstavil polje boja, se pravi polja, na katerih se izvaja ta boj tega sodobnega pač proletariata. Ne, nekako bi rad definiral ta območja, kjer se ta boj izvaja in pa tudi nekako predstavil te zahteve, ne, ki jih pač ta sodobni tretji svetovni proletariat pač podaja. Ne. Se pravi, to bi bilo v prvem sklopu, ne, se pravi ta predstavitev polj boja, medtem ko v drugem sklopu bi rad se osredotočil na predstavitev načinov boja, ne, ali pa recimo metod boja. Tako, no, zdaj, če pridem k prvemu sklopu, se pravi k predstaviti polj boja, potem bi rad za začetek nekako se najprej spet ozrl na Marxov in Engelsov manifest, ki sem ga recimo pač prav za potrebe tega predavanja še enkrat nekako prelistal. In moram reči, da me kar nekako spet presunila ali pa nekako tudi fascinirala ta velikopoteznost zahtev, ne, ki so pač tam podana. Ne. Tam pač v okviru manifesta pač zahteva nič več in nič manj kot prenovo celotne družbe. Ne. Se pravi, preko odprave privatne lastnine, preko odprave delne pravice, preko centralizacije bank, preko centralizacije tega transportnega sistema, se pravi pod neko državno okrilje, preko odprave otroškega dela. Ne. Se pravi, oni zahtevajo, da pač v manifestu, da se družba kot taka pač spremeni, da se prav v nekem temeljnem smislu pač spremenijo ta razmerja med proletariatom in pa med buržoazijo. Ne. In na ta način, da se spremenijo, da se ukinejo ta izkoriščevalna razmerja. Ne. In zdaj, če to pač izhodišče, ne, recimo pač, če imamo to nek recimo kriterij, ne, se pač ozremo na današnje dogajanje, ne, potem vidimo, da so te novodobne zahteve, te polja boja, kjer se današnje delavstvo pač nekako skuša prebiti, ne, so, predvsem bolj skromne. Ne. Prvo to polje boja, ki bi ga rad pač nekoliko natančneje predstavil, je ta boj za, ko ga imenujem, boj za identiteto. Ne. Boj za boj za to, da priznamo sploh obstoj delavca. Ne? To je mišljeno pač v naslednjih smislih. Ne? Zdaj, že na splošni ravni so korporacije s tem, ko so preselile tovarne v tretji svet, so se popolnoma odpovedale tem delavcem in so se pričeli obnašati, kot da te delavci ne obstajajo. Ne?
kako recimo se razkrije neko brutalno izkoriščenje v neki tretji svetovni tovarni in se pač to predloži korporacijam, ki pač, za katere tam se proizvaja, ne pač ti menedžeri preprosto dvignejo roke in rečejo, ja, tam pa mi nimamo delavcev, ne, mi tam nobenega ne zaposlujemo, ne. Kaj je, bo rekel tako, na splošni ravni, na neki uradni ravni res, ne, ker pač so te podizvajalci, tisti, ne, te lokalni podizvajalci v tretjem svetu, ne, ki so res lastniki teh tovarjen in pač samo sprejemajo pač naročila, ne, teh prvosvetovnih korporacij. Ampak že na tej ravni, taki splošni ravni, ne, se te korporativni šefi obnašajo, kot da to delavstvo ne obstaja, ne, kot da ni naše delavstvo, kot da pač se nas to ne tiče, kot da je izdelek preprosto pač nekako preplavil, pač se skoro samo od sebe nastavim pač vseh nam. Ne. Ta način mišljenja, ne, se tudi nekako preliva recimo v akademsko sfero v smislu, da recimo neke raziskave, ne, o stanju delavca, ne, o stanju kakšnih pogojih dela delavstvo, je vedno pri nas, vedno vpeto v nek ozek nacionalni okvir. Ne. Vedno pač, ko se sprašujemo recimo o višinah plač delavstva, ne, pač se zožimo ponovadi na področje Slovenije in pač pogledamo, kakšne plače imajo slovenski delavci. V najboljšem primeru morda naredimo to v kakšnem evropskem okviru, ne glede pač na to, da smo del te skupnosti. Ampak ponavadi je to vedno v nekih oskih nacionalnih okvirih. Ne, recimo te statistične pač raziskave vedno pač potekajo v nekih oskih nacionalnih okvirih. In tretji svetovni delavc, ne, pač iz tega popolnoma izključen. Ne, pač, čeprav je delavc, ki dela za nas, čeprav je delavc, katerega produkte vsak dan kupujemo v naših trgovinah, ne, preprosto ne sme biti del tudi teh statistik. Ne. Zato, ker če bi postal, ne, pač to, bi se v hipu porušila pač ta slika, ne, ki se sami sebi prikazujemo, ne, o tem, kakšno je naše delavstvo. Ne. V trenutku bi se recimo višine plač še radikalno znižale, ne, če bi tem našim delavcem še dali zraven te tretje svetovne delavce s 50 ali pa 100 evri plače. V trenutku recimo bi se zrušila slika o neki humanitarnosti, ne, namreč videlo bi se pač, da se otroško delo pač uporablja tudi, ne, v tovarnah in bi to postalo del naše realnosti. Ne. Spravi, ravno zaradi tega mora biti delavc popolnoma izbrisan, ne, iz teh statistik. Tudi tu se pač na tej ravni se obnašamo, ne, kot da delavec ne obstaja, ne, kot da to pač ni naš problem in pač da o tem več ne vemo. Ne. Zdaj, tretji nivo, kjer je pač definiran ta delavec kot nekaj, kar ne obstaja, je to območje toleriranih ilegalizmov. Ne? V tem primeru gre za to, da se najema delo pač na črno, ne? Da se najema delavce brez pač nekih uradnih pogodb in da se v nekih pač ponavadi v vaseh, v manjših delavnicah ali pa kar na domu najame delavce in pač tam pač izvaja proizvodno. Ne, v tem primeru delavec dejansko ne obstaja, ker uradno ne, spet ni zaobsežen v nobenih statistikah, nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ga ni. Ne. Nihče ne ve niti kolikšno število teh delavcev, ne, vse poteka na nekem takem prikritem nivoju, ne, vse poteka na podlagi nekih ustnih dogovorov med delodajalcem in pa delojemalcem. Ne. Se pravi, na tej ravni spet delavec ne obstaja. Ne. Spet izdelek, kot kaže, pride iz nič, ne, kar samo od sebe do nas in mi ne vemo, pač, kdo so te delavci in tudi pač s tem, ne, ko ti delavci ne obstajajo, ko nimajo sklenih nobenih pogodb, ne, so pač tudi skrajno osiromašeni v smislu, da pač jim ne pripada pač nobeno zdravstveno zavarovanje, nobeni dodatkih plačav, tega pač ni in edino, kar dobijo, je pač ta denar na roko, ne, da pač plačani so pač na komad, ne, glede na to, pač kar proizvedijo. Ne. Se pravi, vidimo, na različnih ravneh ne, se pač
ta sodobni produkcijski sistem izvaja na ta način, pač, da je delavec nekaj, kar skoraj da ne obstaja. Ne? Za kar se delamo, pač, da ga ni, ne? Kot da ga ni. In ravno zaradi tega ne, je eno izmed pol boja postal to boj za identiteto. Boj za to, da delavec sploh postane delavec, ne? Da se ga prepozna kot delavca, ne? Da se ga prepozna kot nekaj relevantnega, kot nekaj, kar obstaja, kot nekaj, kar je treba preučevati, ne? Kot nekaj, čigar probleme je potem pač posledično tudi potrebno reševati. Ne? Tako da tu že zaslutimo, ne, kako nizko ne, smo padli. Ne? Prav v tem novodobnem razrednem boju je potrebno res prav iz nule, ne? Je pač potrebno se začeti. Ne? Je potrebno najprej priznati, da delavc sploh obstaja, da sploh ima pač identiteto. Tako da tudi te recimo številne organizacije, sindikati, tudi v tretjem svetu in pa recimo nevladne organizacije, ne, tudi delujejo pač na tej ravni, da sploh pač predstavijo, ne, pač, da ti delavci sploh obstajajo. Tako da to je pač prvo polje boja, boj za identiteto. Drugo polje boja je boj, kot ga imenujem, boj za golo življenje. Golo življenje pač je spet Marksov pojem, ravno tako iz manifesta. V tem primeru gre za to, da se delavec bori za to pač, da si sploh zagotovi, bom rekel, dovoljšna sredstva pač za preživetje. Ne? Zdaj, s tem prehodom v tretji svet so korporacije pač se odpovedale razumevanju delavca kot potrošnika, ne, kot je to veljalo v starih časih, naprimer v tej znameniti Fordovi politiki, ne, kjer pač je bil delavec razumljen kot nekdo, ki si mora z dohodki, ki jih dobi, pač privoščiti nakup enega modela pač avtomobila, ki ga proizvaja. Ne. Se pravi, delavec je bil razumljen kot potrošnik. Zdaj, s prehodom v tretji svet se je to povsem spremenilo. Ne? Delavec tam v tretjem svetu ni več potrošnik, je zgolj proizvajalec. Ne? Glede na to, da ima tam 50 evrov na mesec, recimo plače, pač si ne moramo predstavljati, da bo karkoli kupil tisto, kar proizvaja. Ne? Niti ni njemu namenjeno, ne? Pač namenjeno nam, ne? V prvem svetu. In s tem, pač, ko se delavec pač razumljen zgolj kot proizvajalec, so pač korporacije pač upeljale neko razumevanje delavca, ki mu mora biti zagotovljena pač neka mesečna mezda, ki mu bo zagotavljala zgolj pač preživetje, njegovo lastno vzdrževanje in pa reprodukcijo. Ne? Kot pravi Marks, pač zato, da bi se pač reproduciral kapital, se mora pač vzdrževati to trenutno delavstvo in pa hkrati poskrbeti tudi, da se bo to delavstvo reproduciralo, ne, da bojo tudi pač v prihodnosti dovolj teh delovnih subjektov, ne, da bo lahko vzdrževali cel ta produkcijski aparat, cel produkcijski sistem. In v tem času, ne, v novodobnem času, novodobnega produkcijskega sistema smo prišli na ta res spet minimalni nivo. Ne. To se vidi predvsem pri pač določitvi teh minimalnih plač, ki jih uporabljajo pač v tretjem svetu, kjer gre resnično za eksistenčne, pa včasih podeksistenčne zneske, ne, se začne se od, ne vem, najnižja, tam mislim, da v Bangladešu 30 evrov, pa mogoče največ do recimo 100 evrov ali pa 150 evrov. Ne, se pravi, vedno se te tovarne ne, pač gibljajo na tem nivoju te eksistence, prav te najbolj temeljne, osnovne eksistence, ne, na tem nivoju golega življenja. Ne. Zdaj, delavstvo, ne, ki se pač v takih razmerah bori, ne, se, bo rekel, vedno bori prav za, bo rekel, take minimalne dodatke, recimo, k tem mizernim plačam. Ne. Recimo, v letošnjem poletju, junija in julija, so bili v Bangladešu delavski protesti in tam so delavci protestirali zaradi tega, ker so pač ocenili, da so te mesečne plače, ki so jih imeli pač od leta 2006 naprej,
prenizke, pač bile so 20 evrov na mesec, ne, za to tovarniško delo, v tovarnah pač, kjer proizvajajo tudi za nas. In oni so zahtevali 50 evrov. In potem po pogajanjih pač je oblast pač pristala na 30 evrov, ne, je bila pač določena nova pač minimalna plača 30 evrov, ne. Tako da spet vidimo boj, ne, boj na kakšni ravni poteka, ne, boj za golo življenje, ne, se pravi, boj za neke drobce, ne, drobce, bo rekel, ki nekako ne izboljšajo življenja, ne, v neki, bo rekel, radikalni maniri, ampak res zgolj nek drobec več, ne. In tudi vsi drugi boji, ne, ki vidimo recimo po Indoneziji, Kitajski, kjerkoli izbruhnejo kakšni protesti, ne, glede plač, ne, vedno zahtevajo le, bo rekel, ne vem, par evrov več, ne. Se pravi, vedno ta boj, ne, poteka na tem nivoju golega življenja, ne, boj za golo življenje. Tako da to je pač to drugo polje boja, tega, bo rekel, sodobnega, svetovnega proletariata, ne, se pravi, tega proletariata pač, ki dela za nas, ne. Naslednje polje boja je boj, ki ga pač nekako imenujem boj za glas, ne. Se pravi, boj za to, da se bo delavstvo sploh slišalo, ne. S prehodom v tretji svet so korporacije tudi radikalno intenzivirale ta pritisk na zmožnost delavstva, da predstavi svoje stanje, da predstavi krivice, ki jih trpi, ne. Namreč tej pritiski, ne, na to reprezentacijo delavstva so res siloviti, ne, od recimo nasilnih pritiskov, ne, se pravi, ko se grozi, recimo fizično grozi ali pa tudi ubije koga, kakšnega člana sindikata, ne, ki reprezentira delavstvo, ne, ki predstavlja glas delavstva. Potem zelo pogoste so te grožnje z odpusti, ne, ali pa tudi odpusti, ne, se pravi, ko se delavstvo, recimo, skuša organizirati, ko skuša pač podati svoje zahteve, ne, ko se želi, da ne bi bilo neslišno, ne, da bi se ga slišalo, takrat pač ponavadi tovarne reagirajo tako, da pač odpustijo delavstvo, ne, in si tako spet zagotovijo pač neslišno delavstvo, molk delavstvo, ne, preko teh bodi si grožen z odpustom ali pa z odpustom samim. To so recimo pač neke take klasične pač metode novodobnega pač korporativnega produkcijskega sveta. Dva dodatna mehanizma, ne, za zagotavljanje neslišnega delavstva, ki se mi zdita prav tako zanimiva, pa sta po eni strani to vzpostavljanje nekih paralelnih teh delovnopravnih redov, kjer je zapovedan molk, ne, kjer je zapovedana neslišnost in pa, bo rekel, ta suspens tudi delovne zakonodaje, ki tudi zagotavlja molk. Zdaj, v prvem primeru te vzpostavljanje neke paralelne delovne zakonodaje, gre za to, da se preprosto za ta območja, kjer se izvaja proizvodnja, ne, v teh recimo tako imenovanih izvozno-predelovalnih conah, se sprejme neka posebna pravila, se sprejme bodisi nekoliko spremenjen zakon o delovnih razmerjih, kakršen sicer velja v državi, ne, kjer ta cona deluje, ali pa se prav, bo rekel, na novo sprejme neka nova pravila, ki veljajo za to območje, kjer se proizvodnja pač izvaja. Na primer, v Pakistanu so pač uvedli te izvozno-predelovalne cone, kjer pač delavci za Evropo in Ameriko pač proizvajajo. In tam so posebej za ta območja, ne, kjer pač so ti delavci delali, kjer so se nahajali te tovarne, so sprejeli pač odlok, ne, kjer je dobesedno direktno pisalo, pač, da so stavke prepovedane, da hujskanje k stavke ali pa spodbujanje k stavke prepovedane. Se pravi, molk je bil zapovedan, ne, je prav zakonsko, ne, da pač delavci morajo biti neslišni, ne, glas delavstva se ne sme slišiti. Ne. Se pravi, to je en tak mehanizem, ne, s katerim se pač skuša zagotoviti neslišno delavstvo. Ne. Po drugi strani, ne, je ta
tisti drugi mehanizem, suspenza tega zakona o delovnih razmerjih, deluje po nekem drugačnem principu. Ne? To je kar skrajen primer, ne? Recimo v Zimbabveju se to zgodilo. Ne? Tam so ravno tako za ta območja, ne? Za te cone, kjer so se nahajale te tovarne, ki so proizvajale za Evropo in Ameriko, so preprosto suspendirali, ukinili zakon o delovnih razmerjih, ki je sicer veljal v tej državi, v Zimbabveju. Ne. In na ta način se je, neslišnost delavcev, ne, ali pa recimo to nezmožnost delavcev, da predstavi svoje krivice, izvedlo tako, ne, da so s tem, ko so nekako suspendirali, ne, ukinili ta pravni okvir, znotraj katerega bi delavec lahko predstavil krivice, ne, s tem, ko so ukinili ta okvir, ni več nobene pravne opore, ne, ki bi delavcu omogočila recimo tožiti koga, če se kaj zgodi. Ni več tistega temelja, na podlagi katerega bi delavci lahko predstavili krivice in tudi sproži neke postopke, ne, v primeru, da se jim recimo kršijo neke njihove pravice. Ne. Se pravi, na ta način je molk dosežen tako, da se s suspenzom nekih pravnih okvirov izmakne, ne, tisto oporo, ne, ki bi delavcu zagotavljala oporo, ki delavcu omogoča formuliranje krivic, ne, ki se mu dogajajo. Ne. In delavec se na ta način znajde v neki prazni, brezpravni coni, ne, kjer nima neke opore, ne, ki bi mu pomagala pri predstavitvi svojih krivic. Ne. Na ta način spet njegov glas se ne more slišati. Ne. Niti ne ve v bistvu, kam se pritožiti, kako se pritožiti in kako predstaviti krivico. Ne. No in ravno zaradi tega, ne, zaradi teh različnih prijemov, ne, s katerimi se skuša zagotoviti neslišnost delavstva, ravno zaradi tega je boj, ne, eden izmed sodobnih teh bojev, tudi boj za glas. Ne. Boj za to, ne, da se delavstvo, proletariat sploh sliši. Zdaj, če nekako povzamem recimo vse te tri polja boja, ne, potem bi najprej še enkrat dejal, ne, da kako je očitno, ne, da smo res padli prav na zelo, zelo nizki nivo. Ne. Delavec po eni strani skoraj da ne več obstaja, bil skoraj da izbrisan, delavec, če se že bori, se bori za golo preživetje, in hkrati za lastni glas, ne, za to, da se ga bo sploh slišalo. In zelo, zelo daleč, ne, zelo daleč smo od tistega 19. stoletja, ne, kjer so recimo Marx in Engels podali, dosti bolj radikalne, ne, dosti bolj take temeljne zahteve. Ne. Se niso tiste zahteve, ki so jih oni podali, je bila zahteva po spremembi celotne družbe, ne. Danes pa tako vsi zakrčeni, ne, in se borimo res za oziroma delavstvo, ne, to tretje svetovno delavstvo, naše delavstvo se bori prav za res tiste, drobce, ne, neke drobce več, ki ne bomo omogočili nekoliko lažje življenje, recimo. Ne. Tako da v tem smislu, ne, lahko se na nek način tudi strinjamo z Žižkom, ne, ko pravi, da smo na nek način vsi Fukuyamovci. Ne, se pravi, da smo nekako sprejeli, ne, ta neoliberalni sistem, ne, in edino, kar smo sposobni, je, ne, da iščemo neke dodatne, drobne privilegije več, da nam bo nekako lažje v tem sistemu. Ne. Tako poteka ta boj. Ne. Vsi so res stisnjeni na nek minimum, ne, ta proletariat je stisnjen na minimum in edino, kar je zmožen, ne, ni neka radikalna sprememba teh izkoriščevalnih razmerij, ampak zgolj iskanje nekih priboljškov, ne, nekih minimalnih izboljšav. Ne. Ne nazadnje je tudi, recimo sama Marx in Engels v manifestu govorita o tem, konzervativnem in pa buržujskem socializmu. Ona dva pravita, da ta socializem je pa tisti, ki
delavce skuša nagovoriti, da revolucija pa ni ta prava rešitev, ne, da sprememba celotnega sistema ni ta prava rešitev, ampak zgolj neko iskanje nekih materialnih izboljšav znotraj sistema, ki že obstaja. Ne. In pač ta trik ne, se pač izvaja tudi danes. Ne gre za to, ne, da bi spremenili sistem radikalno, da bi spremenili v celoti pač ta izkoriščevalna razmere, ki obstajajo, ampak zgolj za neko tako drobno iskanje nekih pač priboljškov, no, tako, neke drobne izboljšave, ne, pač trenutnega stanja. Tako s tem bi pač zaključil recimo ta prvi del, ne, pač glede te definicije teh pol boja in bi prešel pač k drugemu sklopu, k tem metodam boja, k tem sredstvom boja. Zdaj, prva ta recimo metoda, ne, s katero bi se morda pač bilo mogoče nekako doseči določene izboljšave pač v situaciji, ki jo živimo, je vzpostavitev nekega enotnega, globalnega delovnopravnega reda skupaj z nadzornim sistemom, ki bi skrbel pač za to, da se ta delovnopravni red implementira. To ne pač bi pomenilo, da bi se vsa ta fragmentiranost, ki imamo pač danes, nekako izničila in da bi imeli pač nek enoten red, ki bi pač veljal za vse enako. Ne? Se pravi, red, ki bi prepovedoval otroško delo, ki bi prepovedoval prekomerno delo, ne prekomerno delovni čas, ki bi zagotavljal pač dostojno preživetje, ne pa tisto samo preživetje za golo življenje. Ne? Se pravi, Problem danes, ki ga vidimo, je ta, ne, da vsaka država posebej podleže izsiljevanju korporacij. Ne. Zdaj, bolj, ko je država obupana, bolj ponavadi je pripravljena podajati neke popuste korporacijam. Ne. Popuste ponavadi v tem smislu, da se odpovejo nekim delovskim pravicam, naprimer pravici do organizira sindikatov, pravici do stavke, pa se zniža minimalno plačo, zato ne, da bo tisto okolje primerno za korporacijo, da bo dovolj vabljivo. Ne. To je pač ta dirka proti dnu, ko jo imenujemo. In glede na to, da vsaka država pač deluje kot samostojna pač entiteta, ne, vsaka podleže izsiljevanju korporacij, zato ker so vse v konkurenci pač med sabo, druga proti drugim. Vsaka tekmuje tista, kjer pa se bolj ponižala, ne, in pa sprejela čim bolj ponižujoče pogoje za to, ne, da se bo pač korporacija tega naselila in bo pač dala ta pač mizerna delovna mesta. Ravno zaradi tega, ne, ker je pač vsak košček planeta potem ima pač drugačen red, ne, pač nekje suspendirajo pač celotno delovno zakonodajo, nekje pač malo jo spremenijo, nekje pač spremijo delo na črno, pač v nekoliko večji meri, ne. Ravno zaradi tega, ne, ker pač vsak košček planeta nekako drugače definiran, se zdi smiselno, ne, boriti pač za to, da se vzpostavi nek, enoten red, ne. Poleg tega, ne, kar je pa izredno pomembno, ne, je pa tudi nek učinkovit nadzor. Ne. Zdaj, kljub temu, ne, da v določenih primerih pa tudi imamo pač neko delovno zakonodajo, ki je pač recimo na nivoju, ne, tako povedano, je problem ta, da se nikjer nič ne nadzira. Ne. Recimo, da se pač ne izvaja, še tisti pač zakoni, ki so se pač ne izvajajo. Recimo, 2 leti nazaj, ko sem bil v Pakistanu, oziroma lansko leto, no. V Pakistanu, ne, pač sem imel recimo videti priložnost te delavce na domu. Ne, in zdaj tam tudi, če je pač recimo to delo na črno pač definirano kot nezakonito, ne, pač tam ravno tako obstaja. Ne, mislim, nobenega ne briga, nobenega nadzora ni, vsi vejo seveda, da to je, da to obstaja, pa otroško delo vejo vsi, da je, ne, da se uporablja. Ampak glede na to, da ni nobenega nadzora, pač se to izvaja. Ne. Ravno zaradi tega, ne, bi bilo potrebno, ni mi jasno točno, kako bi se to lahko izvedlo, ne, ker bi bilo, mislim, pa res obsežno, ne, ampak
nek nadzor, nek učinkovit nadzor, ki bi pač nekako poskrbel za to, da bi se pač ti zakoni, neki pravičnejši zakoni pač dejansko upoštevali. Ne. Mislim, da je to kar velik problem, ne. Se pravi, ni mi jasno, kako bi se ga dalo točno rešiti, ne, ampak recimo, no, mislim, razmišljati pa treba v tej smeri, no. Zdaj, recimo, kako, ne, preko katerih institucij poskrbeti, da tega, da do nekega, recimo, enotnega, ne, pač pravičnejšega delovnopravnega reda pride, bi se lahko, recimo, poslužili pač teh mogoče mednarodnih institucij, ne, kot so te, recimo, mednarodna organizacija za delo, ali pa tudi, recimo, pač političnih skupnosti, ne, pač Evropske unije, pa Združenih narodov, no, in nekako, bom rekel, zlobirati ali pa nekako z javnim pritiskom, ne, pač poskrbeti, da se pač te stvari izvedejo. Ne, se pravi, ena pač metoda boja bi bila ravno pač preko, bom rekel, preko večjega javnega pač pritiska na to, da se pač na te institucije, da se to pač dejansko začne izvajati. Ne, to, bom rekel, se sliši dokaj utopično, ne, ampak recimo, ne, pač, da je to ena pot. Ne, se pač številne organizacije pač tudi to počnejo, nevladne organizacije, ne, pač z lobiranjem in to. Lahko rečemo, bom rekel, dokaj neuspešno, ne, glede na to, kakšna je situacija, ne, kakšna situacija ostaja, da ni nekih bistvenih izboljšav, ne, pač v tem, bom rekel, izkoriščevalnem sistemu, ampak pač to je ena, bom rekel, metoda boja. Ne. Zdaj, druga metoda boja je uporaba, bom rekel, nasilja. Ne. Zdaj, to je tako malo bolj, recimo, kočljivo, pač pokočljivo področje, ne, ampak dejstvo je, ne, da s prehodom v tretji svet se je skrajno intenzivirala uporaba nasilja, to korporativnega nasilja proti delavcem. Ne. Nasilje je postalo del igre, ne, del tega globalnega proizvodnega sistema. Ne. Recimo korporacije preko svojih teh lokalnih podizvajalcev, preko svojih teh vez, ne, v posameznih režimih držav, kjer delujejo, ne, se poslužujejo dostikrat pač policijskih sil, vojaških sil, ne, ki se pač spravijo na delavce, ko pride do delavskih pač protestov. Ne. To se dogaja na Kitajskem, Indoneziji, Bangladešu. Kar dosti teh primerov je že. Tudi zelo pogost pojav je uporaba teh, bom rekel, neformalnih struktur nasilja, ne, se pravi najemanja kakšnih, bom rekel, prav skupin, ne, kriminalnih skupin, ki pol grozijo članom sindikata, pa včasih koga ubijejo, ne, pa grozijo delavcem, ne, pa pretepejo koga. In preko tega, bom rekel, uporabe formalnega nasilja v obliki vojske in policije, preko uporabe neformalnega nasilja, preko teh kriminalnih skupin, pač korporacije, ne, lastniki kapitala, pač pritiskajo na delavstvo. Ne. To je pač postalo del igre. Dosti več si lahko privoščijo v teh državah tretjega sveta, ne, kot pa tle v prvem svetu, v Ameriki in Evropi, ne, kjer je bilo to kar precej težje izvedljivo. Ne. Ampak tam pa je. Ne. Recimo, en tak kar obsežen, ne, tak represivni prijem se zgodil letošnjega poletja, spet tam v tem bangladeškem primeru, ki sem ga omenil že prej, ne, kjer so pač delavci šli na cesto zato, da bi si izborili 50 evrov na mesec. Ne. In ko oblast, ne, ni sprejela te zahteve za 50 evrov na mesec, ampak so sprejeli 30, ne, so jim dali zgolj 30, ne, evrov na mesec, to so jim pač ponudili. Delavstvo se je odločilo, da vztraja pri svoji zahtevi, ne, za tistih 50 evrov in je protestiralo naprej. Ne. In v tistem trenutku pač je režim nekako se odločil, pač, da to tako ne gre več naprej, ne, in so poslali pač policijo na delavstvo in vodne topove, gumijevke, krogle, prave krogle, pa te plastične krogle, pa solzivce in to.
celo rekel, to protiteroristično skupino, posebno specialno skupino te policije so poslali, ne, tako da so nekako posredno delavstvo razumeli kot teroriste. Ne. In tu se vidi, ne, pač, da na točki, ne, kjer je delavstvo zahtevalo 50 evrov plače na mesec, je režim reagiral, kot da so bili s to zahtevo spodkopani sami temelji režima. Ne? Kot da ta zahteva je pa prehuda, ne? Da to pa je res preveč, ne? In da v tem trenutku pa treba res policijo poslati in pač pretep z delavce. V teh protestih so potem 4000 delavcev so aretirali, sindikalne voditelje so tudi priprli, nekatere so mučili in 6, pač po nekaterih poročilih je 6 teh protestnikov izgubilo življenje. Ne. Skratka, nasilje ne, na strani pač režima, ki so pač zastopali te korporativne interese, nasilje je postalo element, ki odloča o ceni dela. Ne. Z nasiljem so pač poskrbeli, ne, da se je zatrla, ne, ta zahteva po teh 50 evrih plače, ne, na mesec. Ko so zahtevali 50 evrov, ne, se je to pač režimu zdelo preveč, prehudo, ne. Tako da so res v skrajni nevarnosti. Ne. Se pravi, to je zdaj pač situacija, na kateri se nahajamo. Ne. Na takih točkah pač se nasilje pač uporablja za določanje pač cene dela. In tudi po drugih državah, ne le v Bangladešu, recimo v Indoneziji, je en zanimiv primer, v tej industrijski coni Tangerang, ki se nahaja v bližini Džakarte. Tam je pač ta industrijska cona in ob industrijski coni je pa vojašnica, ne, kasarne so. In v enem članku je pisala, da nobena izmed tovarn ni več kot 25 minut vožnje oddaljena od najbližje kasarne. Ne. Tako da zdaj potem, če tako nekako ironiziram, ne, zdaj, ta pravi model je, da zdrave tovarne mora biti pa še kasarna. Ne? In ravno v tej coni, ne, ko prihajala do protestov, ne, potem vojska tako je pač uletela, ne, in spet zatrla upore, ne, in skrbela, ne, da cena dela ostane nizka. Tako da to je pač, to se dogaja, to je element. Ne. Zdaj, vprašati se potrebno seveda naslednje. Ne. Zdaj, če je nasilje pač postalo del igre, ne, če pač se z nasiljem pač skuša nekako vplivati na delavstvo, ne, kako naj delavstvo odgovori, ne? Spet, če se navežemo na manifest, tam, bo rekel, tam je dokaj neposredno, direktno, ne, pač nasilje pojmovano kot nekaj, kar je, bo rekel, sprejemljivo, ne, kar je legitimno v tem boju, ne, recimo, sem si prav par citatov izbral. Naprimer pravi ta Marx in Engels, da lahko proletariat utemelji svoje gospodstvo z nasilnim strmoglavljenjem buržoazije. Ne. Na nekem drugem mestu, bolj na koncu, zaključnih odstavkih manifesta, pa pravita, ne, da komunisti odkrito razglašajo, da njihove cilje je mogoče doseči samo z nasilnim prevratom vsega dosedanjega družbenega reda. Ne. Zdaj, takrat pač sta Marx in Engels pač predpostavljala, da je nasilje sprejemljivo za spremembo družbenega reda. Danes delavstvo, pač, ko izvedete proteste, nima nekih ambicij za spremembo družbenega reda in recimo tistega, rekel, res minimalnega nasilja, ki se ga pač poslužuje, ampak bolj je to nasilje za obrambo samega sebe, ne, pač, ko jih ta represivni aparat napade. Ne, to nasilje je res minimalno, ne, pač, koliko povsod ne, pač odgovorijo, ne, s tem kamenjem, recimo kockami, pa s palicami in tako. Tako da tle danes ni neke ideje, da bi pač se na nek recimo organiziran način pač z nasiljem recimo lotili pač spremembe režima. Ne. In
vsi ti boji, ne, vsi ti posamezni protesti, ki se pač sprevržejo nasilje, so skrajno fragmentirani, ne. Niso popolnoma poenoteni. Ponavadi so omejeni zgolj znotraj nekih tovarniških prostorov. Ne. Recimo, predvsem na Kitajskem je ogromno teh uporov, ko se pač znotraj neke tovarne delavci prejo, morda zaradi prenizkih plač ali pa zaradi tega, ker je tisto, kar je bilo obljubljeno, ni bilo izplačano, ne, in se pač lotijo zažiga delovnih strojev, pa avtomobile prevračajo, recimo, pa pretepejo, če dobijo ne, v roke kakšnega tega nadzornika ali pa menedžerja. Ampak to so taki, bo rekel, res minimalne uporabe nasilja, ne, zgolj res lokalizirane, zgolj na nekih skrajno omejenih območij, ne, ni neke, bo rekel, splošne organizirane in tudi, bo rekel, so neki taki spontani boji, ne, ni tle nekih, bo rekel, nekega velikega načrtovanja, ne, ki bi pač bilo bolj tako obsežno, dolgoročno zamišljeno, ampak, bo rekel, zgolj neki izbruhi pač v posameznih tovarnah, ne, tako da zaenkrat se bo rekel, to nasilje, ne, res uporablja zgolj na taki mikroravni, zgolj res v majhnih dozah, ne, in ni še preraslo do te meje, ne, da bi pač lahko tudi pač kaj več, recimo, zahtevali. Tudi ni, kot kaže, ni dovolj moči, ni dovolj organiziranosti, ne, da bi lahko tudi kaj več pač zahtevali, ne. Tudi na, recimo, nekem širšem nivoju ali pa recimo celo globalnem nivoju, ne, od tega smo pa res celo daleč, ne. V tem kontekstu, ne, bi se tudi vprašal naslednje, ne, ravno bolj tako recimo, za hec ali pa za izziv, ne. Glede na to, ne, da je nasilje postalo del igre, ne, glede na to, da so pač korporacije se pričele nasilja uporabljati kot nekega elementa, ki določa ceno dela, v tretjem svetu, ne, to pomeni, da posredno vplivajo tudi na ceno dela tu pri nas. Ne, namreč naši delavci, ne, pač v Evropi, v Ameriki, cel čas samo poslušajo o tem, kako so pač delavci v tretjem svetu konkurenčni, ne. In ta konkurenčnost, ne, med navednicami, pa se seveda med drugim se ustvarja tudi pač preko uporabe nasilja, ne, se konkurenčni oziroma poceni so delavci ravno zaradi tega, ker jih pač tu pa tam, ne, pač se jih lotijo z nasiljem, ne. Se pravi, je to tudi naš problem, ne, glede na to, da je tisto postal kriterij, ne, in glede na to, da je tretji svetovni delavec postal kriterij, po katerem bi se tudi mi pač ravnali, ne, ki ne bomo sledili nekako, ne, kot zahtevajo od nas, ne. In glede na to, da pač uporabljajo nasilje, ne, da tisto ceno delo držijo dol, ne, a ni pol tudi naš problem, ne, se pravi, da tudi pač smo mi vpeti v to, zato ker bi se mogli tudi mi pol še dodatno ponižati, ne, in pač sprejeti nižje pogoje pač za delo, ne, ker se pač tam tako izvaja, ne, ker se pač tam tako dela, ne. In se vprašam, a ni recimo tudi potem z naše strani, ne, bi bilo legitimno, ne, pač, da bi mi uporabili nasilje, ne, proti tem našim, recimo, oblastem, ne. Ker pač oni pač so se tako odločili, recimo, ne, recimo, korporativni, bo rekel, gospodari, ne, pa tisti njihovi podizvajalci v tržnem svetu, ne, in tam v tretjem svetu, ne, razumemo pač, da delavec, ki se bori za golo življenje, kdaj ne poseže tudi po nasilnih metodah, ne. Medtem ko mi, ne, pa ne vem, no, če se tudi pač recimo tudi na naši strani, ne, bi bilo to legitimno. Ne, je pa, mislim, da vredno razmisliti, ne. Tako da, zdaj s tem bi jaz nekako zaključil že in bi se vam zahvalil za tako pozorno poslušanje in hkrati bi vas pa tudi zaprosil, da pač, če imate kakšno vprašanje, da pač kar na dan in kar na dan z vprašanjem. Razredni boj po razrednem boju.
14-letnik Delavsko-Pankrske univerze. Predavanja vsak četrtek ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi.